Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani predstavniki medijev, prav lepo pozdravljeni v Galeriji Družina, kjer smo se zbrali na tiskovni konferenci Komisije pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Kot ste dobili že v vabilu, bomo danes predstavili našo novo izjavo z naslovom Proti nasilnemu končanju življenja. Gre za odziv na vse te razprave, tudi v javnosti, na temo evtanazije oziroma asistiranega samomora. V naši sedi prav lepo pozdravljam predsednika naše Komisije pravičnosti in mir, monsinjorja dr. Antona Stresa. Prav tako pa lepo pozdravljam sestro Emanuelo Žerdin, ki deluje kot sodelavka Ljub Hospica in pa v domu svetega Jožefa v Celju. Prav tako pa sodeluje pri evropskem projektu dolgotrajne oskrbe ter se srečuje pri svojem delu z umirajočimi, se pravi, bo spregovorila o pomenu te izjave tudi v okviru svoje osebne izkušnje oziroma svojega dela. Sama tiskovna konferenca bo sestavljena v 3 delih. V prvem delu bo predsednik komisije nadškof Stres predstavil povzetek, samo ključne poudarke te izjave, ki jo v tiskani obliki mislim, da lahko dobite oziroma vam jo bojo razdelili. Čez nekaj trenutkov bo dostopna tudi na naši spletni strani. V drugem delu pa bova s sestro Emanuelo, pa tudi sam, podala nekaj odmevov. V tretjem delu pa boste predstavniki medijev lahko zastavili tudi svoje vprašanja. Tako da vabim gospoda predsednika, da nam predstavi našo novo izjavo z naslovom Proti nasilnemu končanju življenja. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani vam vsem, ki ste se udeležili oziroma se udeležujete te tiskovne konference. Jaz ne bi izjave same bral, ker ni tako kratka. Skuša biti izčrpna, saj do neke mere. Veste, da je o tej temi napisano veliko knjig. Bi pa samo izpostavil nekaj 5 temeljnih idej, ki se vlečejo skozi to izjavo. Najprej seveda gre za zelo občutljivo vprašanje. Lahko se predstavljamo, da je zadnja obdobje človeškega življenja najbolj dramatično in zahteva tudi z naše strani veliko mero spoštovanja in naklonjenosti do ljudi, ki se poslavljajo od nas. Zato moramo tudi v tem duhu govoriti o teh stvarih. Drugič, ena izmed osnovnih misli te izjave je evtanazija. Ni vprašanje, ali evtanazija da ali ne, vprašanje mora biti, ali paliativa da ali ne. To se pravi, zdi se nam nedopustno, da smo začeli to vprašanje z vprašanjem evtanazije, ko bi ga morali začeti predvsem z javno razpravo o negi in o skrbi in lajšanju bolečin tistih, ki so na smrt bolni ali ki so v terminalni fazi življenja, kot to imenujem. Tretja misel je, naše izhodišče je ideja človekovega dostojanstva. Izbrali smo namenoma izhodišče, ki ni tipično krščansko, ki ni tipično religiozno, ki je predvsem racionalno. Zato, da s tem nagovorimo vsakega človeka, ali je član katoliške cerkve oziroma ali je kristjan ali ni. Seveda je tudi ideja človekovega dostojanstva tesno povezana z bistvom krščanske vere, tudi iz nje izhaja, ampak je danes to sprejeta splošna civilizacijska, kulturna in moralna evropska in zahodna norma. In na njej je zgrajena ideja človekovih pravic. Iz te ideje, iz te vrednote človekovega dostojanstva izhajajo tudi številne evropske institucije, tudi parlamentarna skupščina Sveta Evrope v svojih številnih resolucijah posvečenih tej temi in se tudi na to naslanjamo. Tako recimo, ko leta 2012 parlamentarna skupščina Sveta Evrope zelo jasno pravi: evtanazija v smislu namirnega umora odvisnega človeškega bitja zaradi njegove ali njene domnevne dobrobiti
bodi si z dejanjem ali opustitvijo, mora biti vedno prepovedana. Mislim, da to stališče tako nedvoumno in tako jasno z vidika parlamentarne skupščine Sveta Evrope, da mimo tega ne moremo preprosto iti. Naslednja misel je, da bi to, če bi prišlo do neke uzakonitve možnosti evtanazije, lahko pripeljalo do hudih zlorab, do dejanj, ki bi bili narekovani, sicer bi se predstavljali kot dejanja usmiljanja ali sočutja, v resnici bi bila to samo fasada za druge razloge. In ista parlamentarna skupščina Sveta Evrope pravi tole, ko obžaluje, ko pravi, glede na to, da v zdravstveni in socialni politiki narašča prevlada ekonomije, vse večje število ljudi nima dovolj močnih lobijev za zaščito svojih osnovnih pravic. Mislim, da je ta ugotovitev zelo alarmantna, ker apelira na lobije, se pravi, umirajoči nimajo skupine ljudi, ki bi branila njihove interese, sami jih pa ne morejo več. To je ena najbolj ranljivih, ali pa moče celo najbolj ranljiva, poleg nerojenih otrok, prav gotovo najbolj šibka, najbolj ranljiva skupina državljanov med nami in mora biti nekdo, ki brani njihove pravice, še posebej, ko v zdravstvu in v sociali začnejo prevladovati ekonomski razlogi. Naslednja misel, šesta misel je, da ko govorimo o evtanaziji, o asistiranem samomoru ali kakorkoli že to imenujemo, ne gre samo za tistega človeka, ki si to želi ali ki bi to bolj ali manj iskreno rad, ampak ki to zahteva, ampak je s tem vključena celotna družba, kajti vsi mi smo povezani med seboj preko socialnega in zdravstvenega zavarovanja. To bi se dogajalo in plačevalo iz zdravstvene blagajne, v katero plačujemo mi, zdravniki, zdravstveno osebje bi bili v to prisiljeni, primorani, da to izvršujejo. Se pravi, gre tudi za veliko vprašanje, s kakšno pravico nekoga, ki tega ne more sprejeti, ki to proti njegovi vesti silimo k takemu dejanju. Se pravi, gre tukaj za neko vprašanje, ki ni samo vprašanje neposredno prizadetih, ampak še predvsem izvrševalcev in pa vsi tistih, ki to izvrševanje omogočajo. In končno, zadnja misel, ki jo velja zelo močno poudariti, je nedvomna izkušnja iz tistih redkih dežel, kjer je to uzakonjeno, namreč izkušnja hudih zlorab. V trenutku, ko vi zakonsko omogočite tem ljudem, da sežejo po temu skrajnemu ukrepu, skratka, da zahtevajo zase smrt, potem jih v to tudi velikokrat lahko naravnost prisilite ali vsaj navajate. Ljudje, ki so na bolniški postelji oziroma ki so popolnoma nemočni, že tako ali tako s težavo sprejemajo, da so v breme svojemu okolju. So rahločutni in če kdaj pade kakšna beseda, ki daje čutiti, da so pač odvečne, jih to zaboli. In potem se lahko predstavljamo, kakšen pritisk je potem na takega človeka, če ve ali pa če se mu celo sugerira, saj imate možnost, da posežete po nekem skrajnem dejanju, kjer ne boste več v breme nikomu. Skratka, lahko bi jih začeli siliti, navajati, tako ali drugače nagovarjati, psihično, moralno, da sežejo potem, čeprav oni iskreno tega ne bi. To, kar si oni želijo, je predvsem prijaznost, sprejetost, potrpljenje, ljubeznivost, skratka eno prijateljsko ozračje, v katerem lahko zaključijo svoje življenje. In zato se ta izjava potem konča z apelom, z pozivom, predvsem vsem državljanom,
Republike Slovenije, državljankam, pa še posebej tudi članom katoliške cerkve, da res naredimo vse, da do uzakonitve tega zelo, zelo spornega posega ali zakonske možnosti ne bi prišlo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predsednik, dr. Anton Stres. Sedaj pa vabim k besedi sestro Emanuelo Žerdin, da nam spregovori o pomenu te izjave v okviru oziroma na osnovi izkušenj, ki jih ima pri svojem delu z umirajočimi oziroma hudobovnimi. Dober dan. Najprej naj povem, da podpiram izjavo in da se veselim jasnega glasu cerkve proti evtanaziji. Tukaj sem ne kot neki strokovnjak z področja paliative ali medicine ali teologije. Tukaj sem res kot glas umirajočih. Delala sem dolgo časa v hiši hospica, na različnih domovih, po različnih narodih in vem, da je današnja kultura koristnosti in nekoristnosti. Ne? In dokler so ljudje koristni, zdravi, lepi, fini, in so vredni nekaj. Ko pa zbolijo, ko pa enkrat od njih društvo ne dobi ničesar več, so nekje odrinjeni na rob. In pogosto se to dogaja tudi pri bolnikih, čeprav moram povedati, da sem zmeraj znova ponosna na to, da se pravzaprav paliativa v Sloveniji vse bolj razvija, samo so ljudje premalo seznanjeni z njo. Ne. Še zmeraj mislimo, da je pravzaprav edina rešitev nekoga, ki hudo trpi, evtanazija, končati življenje. Ne. Jaz vam povem, da sem pred 25 leti v Avstriji gledala v posnetek evtanazije, da mi je bilo groza. In vam povem, da ne bi mogla pristati na to, na nekaj takega. Kot tista sestra, ki se je skoraj 40 let borila za življenje. Ampak vem, da s tem ne bom nikogar prepričala. Ljudje se bodo sami lahko edino prepričali v to, da je življenje nekaj vredno. Kot pravi naš stari, dobri pregovor, kakšno življenje, takšna smrt. Kakšen bo naš odnos do življenja, takšen bo naš odnos do smrti. In zato se veselim te spodbude pogovorov o življenju in smrti. Da še enkrat spoznamo, da je življenje pravzaprav res dar in da je smrt del življenja. Da smrt ni nekaj groznega daleč od nas, ampak je del življenja, ki nas čaka na koncu naše poti. Jaz vam bom govorila to, kar so me ti umirajoči, s katerimi sem se srečevala, ki sem bila njihova spremljevalka. Imela sem čast, zares čast, da sem jih spremljala to, kar so me oni naučili. In lahko povem, da so me naučili dragocenosti življenja. Kolikokrat je se zgodilo, da je nekdo fantaziral ali pa celo imel plačano evtanazijo v Švici in je prišel tam v hospic in je naenkrat začutil drugače. In je bila izjava, ki je dana po smrti, to je bil najlepši mesec mojega življenja, tisti zadnji mesec. Ne bom razpravljala zakaj, kako, ampak to je bilo. Potem ljudje umiramo na vseh področjih, na katerih živimo. Na socialnem, duhovnem, duševnem in fizičnem. Dostikrat se sliši po medijih, ja, saj se ne bojimo smrti, bojimo se trpljenja. Današnja medicina ima ogromno sredstev, ogromno načinov za blaženje, da ublaži fizične bolečine. Lahko povem, da smo imeli zdravnika, ki se je individualno zavzel za vsakega umirajočega in se mu posvetil. Ni imel na srečo, ni imel normativ. Normativo toliko in toliko ljudi moraš danes pregledati. Ampak se res posvetil in mu našel tisto dozo, ki mu je potem omogočila, da lahko živi do konca svojega življenja brez nekih hudih bolečin. Po drugi strani pa v nedogled podaljšujemo življenje ljudem, ki bi radi umrli. To je zmeraj moderna medicina v tem nasprotju. Po eni strani je evtanazija, po drugi strani v nedogled podaljšano življenje. In umirajoči so me tudi naučili, da, naprimer, kaj je važno v življenju. In zmeraj znova vidimo, da so v življenju najvažnejši odnosi. Da je človeku najboljše zdravilo v teh zadnjih hudih časih. Ne tista doza
kot pomoč pri samomoru. Ne tisto, kar ga bo naenkrat odrešilo in odpeljalo ne vem kaj, ne, ampak človek. Kot človek, nekdo, ki ima prostor, varen prostor in človeka, ki bo ob njem zdržal, tudi v tej težki preizkušnji umiranja in smrti, ta človek ne bo zahteval evtanazije. Potem še ena stvar, ne, toliko se govori trpljenje, ne. Tudi trpljenje je del življenja. Mi želimo danes trpljenje izbrisati iz življenja, ampak tudi trpljenje je del življenja. Samo poglejte, če vzamete uspešne ljudi, tudi oni grejo skozi trpljenje za ta navaden uspeh. Jaz vam pa povem, da preizkušnje smrti, umiranja so dostikrat manj boleče kot vse drugo, kar se dogaja prej. In še to umiranje se nikoli ne dogaja samo za umirajočega človeka. Umiranje se dogaja v družini. Kolikokrat socialna smrt prehiti fizično smrt, kolikokrat so umirajoči odrinjeni nekje sami, daleč proč od vse, ker jih nihče več ne obišče, ker si ne upamo jih obiskati, ker ne upamo z njimi narediti neke neumnosti, kot smo mi, na primer, ko smo jih peljali na izlet po Ljubljanici, ne, umirajoče ljudi, ne, pa so bili veseli in so peli z nami, ne. Ne pozabi, da so to še zmeraj ljudje, ne. In okrog umirajočih, zdaj, ko hodim po družinah, veste, mene presenetijo mladi ljudje. Tudi mladi bi radi imeli doma svoje starše in svoje sorodnike, ampak nihče jih ne spremlja. Radi bi vse naredili, pa ne vejo, kaj narediti, da jim olajšajo trpljenje. In vsak bolnik, na primer, pride domov z vse mogočimi medicinskimi cevkami in vse to, ne, in tu rabijo pomoč. In če bomo tu poskušali pomagati tudi mladim, ki še se nikoli niso srečali ne s trpljenjem, ne s smrtjo, boste videli, da bodo tudi oni imeli drugačen odnos do smrti in umiranja. In še nekaj se mi zdi zelo pomembno. Kot sem rekla, da je umiranje na vseh področjih, zelo pomembna je duhovna oskrba. In to ne govorim ena pastoralna, samo katoliška oskrba, prav duhovna oskrba. Za mene je bil izziv v hospicu dati duhovno oskrbo vsem ljudem, brez obzira, verni ali neverni, ker smo vsi ljudje duhovno, duševna, telesna bitja, ne? In da je ta duhovna oskrba si je tudi prizadeval hospic, ne, da bi bila na istem nivoju kot telesna oskrba, ne? Da najdemo z ljudmi tisto srž, tisto bit, ki je v njihovem življenju najbolj dragocena. In še nekaj, zavedati se moramo, da, kot je rekel en zdravnik nedavno pri enem javnem pogovoru, evtanazija ni smrt medicine. Evtanazija ni smrt medicine, ker bomo potem to evtanazijo spet dali zdravnikom, zdaj pa vi odločajte, ne. Evtanazija je čisto nekaj drugega, ne. In osebje, ki izvaja evtanazijo, zelo trpi. Sodelavka iz hospica je bila v Angliji in je povedala, da je največja težava ene klinike na Nizozemskem osebje. Ker osebje ne zdrži dolgo pri izvajanju evtanazije. Ker smo ustvarjeni za življenje, ne za smrt. In mislim, zato me veseli, da je za cerkev je ta razprava o evtanaziji veliki izziv. Cerkev je tista, ki je dala pobude za hospice, za paliativo, skoraj po vseh državah okrog naše Slovenije, ne. Tudi nedavno, se mi zdi pred 2 letoma, je poljski duhovnik predaval našim zdravnikom o paliativni skrbi. Na Poljskem je 420 hospic, ali koliko, ne vem. V Nemčiji imajo 120 000 prostovoljcev, ne. Zakaj smo mi pri nas preskočili to paliativo, kot je rekel gospod Načkov, in hospic, in naenkrat šli na evtanazijo? Lažje je, ampak veliko bolj boleče in ne vem, če je pravilno. Za mene ni. Najlepša hvala, sestra Emanuela Žerdin, za te lepe besede oziroma za odziv na našo izjavo. Predno bi dal vam besedo, predstavniki medijev, za vaše vprašanja. Bi še nekaj besed še sam dodal kot član Komisije Pravičnost in mir. Sem zelo vesel te izjave, da v teh razpravah, ki se v javnosti pojavljajo okoli evtanazije in asistiranega samomora, da se je oglasila tudi naša komisija. Razlogi so različni. Prvi je ta, da Komisija Pravičnosti in mir že več kot 20 let intenzivno spremlja vse te razprave o evtanaziji in asistiranem samomoru.
tako v Evropi kot tudi pri nas. In že leta 2001 je naša komisija dala izjavo o teh razpravah oziroma o tem pojavu in ga seveda odločno zavrnila. Prav tako leta 2015, 4. februarja 2015, je naša komisija na seji odbora za zdravje in pa odbora za človekove pravice in peticije Državnega zbora predstavila svoje stališče in pa posebej izpostavila pravico vsakega človeka, sploh hudo bolnega in umirajočega, do paliativne, se pravi celostne blažilne terapije. V nadaljevanju bi še to poudaril, da ta izjava je tudi zelo pomembna z tega zornega kota, ker legalizacija evtanazije in asistiranega samomora, to je izkušnja iz tujine, gre v smeri spolskega nagiba. To je en pojem sicer iz etike, govori pa o tem, da se najprej se uzakoni evtanazija samo za neko določeno skupino ljudi, potem pa se ta skupina ljudi vedno bolj širja. In danes imamo mi podatke iz Belgije, Nizozemske in drugih držav, kjer je legalizirana evtanazija, da se ta širi tudi na druge ranljive skupine. To so predvsem otroci, to so depresivni, duševni bolniki, dementni in celo zaporniki. V Belgiji je bila nedavno razprava o enem zaporniku, ki je zaprosil za evtanazijo, ker je bil obsojen na dosmrtni zapor in je v nekem smislu zahteval nekakšno prostovoljno smrtno kazen. In vse to so seveda zelo zaskrbljujoči pojavi in to nas seveda v naši komisiji zelo skrbi in apeliramo na slovensko javnost, da se zaveda tveganja vseh teh razprav oziroma morebitne uzakonitve. Potem pa še dve kratki misli. Prva je povezana z jezikom. Namreč v tej izjavi člani komisije odločno zavračamo jezik, s katerim zagovorniki evtanazije prikrijejo pravilno naravo samih postopkov, ki se izvajajo v okviru evtanazije. Veste, če recimo analizirate razne izjave nedavno v naših medijih, lahko vidite, kako se ta beseda evtanazija danes predstavlja v javnosti, zato da se ljudi prepriča. To je recimo beseda pomoč pri dokončanju življenja, smrt za dostojanstvo, pravica do dostojanstva, ideal varstva človekovega dostojanstva, človekove pravice in podobno. To so vse besedne zveze, s katerimi se prikriva ljudem, državljanom, pravico do informiranosti o tem, zakaj pri teh postopkih sploh gre. In zato smo v naši izjavi namenoma, to boste lahko sami videli, uporabili zelo konkretne besede, ki razkrivajo pravo naravo teh dejanj. To pa so nasilno končanje življenja, aktivna usmrtitev, zastrupitev, umor na pobudo sorodnikov, prikrite usmrtitve in podobno. Se pravi, zelo pomembna stvar je, to tudi naše komisije posebej poudarjamo, da ob razpravah o tej temi, da uporabljamo takšno izrazoslovje, ki dejansko opisuje samo pravo naravo stvari oziroma dejanj in drugič, da se zagotovi celostna informiranost naših državljanov. In še na koncu bi rekel še to, kar je tudi sestra Emanuela Žerdin izpostavila, to pa je pravica do duhovne oskrbe. V katoliški cerkvi oziroma naši komisiji smo odločno na strani paliativne oskrbe, ki vključuje tudi velik poudarek na duhovni pripravi na odhod iz tega sveta v večnost, kot verujoči verujemo. Mi smo prepričani, da evtanazija in asistiran samomor vedno človeka oropa za globoko duhovno doživetje, to pa je proces umiranja, ko človek uredi vse svoje častne zadeve, ko se duhovno pripravi na ta najpomembnejši dogodek življenja vsakega človeka. Tako da zaključil bi z besedo. Kvaliteta družbe se ne meri po tem, koliko ljudi bomo v naši državi evtanazirali oziroma se bodo odločili za asistirane samomore, ampak kvaliteta naše družbe se meri predvsem po tem, kako bomo poskrbeli za najbolj ranljive, to so pa za bolne in pa umirajoče oziroma ostarele. Tako da to je nekaj misli, bi pa sedaj, kot rečeno, predal besedo vam, tako da sedaj priložnost, da lahko zastavite svoje vprašanja. Povabim vas, da najprej poveste mi priimek in pa kateri medij predstavljate. Prosim. Res je, da je ideja človekovega dostojanstva tudi napadena z različnih strani, ne samo v tem primeru. Vsakokrat, ko človeka gledamo skozi dobiček ali skozi korist, ali pa ko sam gleda na svoje življenje, na svoje dostojanstvo skozi korist in skozi užitek, potem degradira svoje dostojanstvo. Namreč dostojanstvo je po svoji terminologiji, po svojem izrazu nekaj, kar je absolutno, se pravi,
nedotakljivo življenje ali pa ga ni. Tretja možnosti tukaj ni. In seveda v hipu, ko rečem, ja, zdaj pa ne morem več te in te stvari doživljati ali pa uživati ali pa skratka nekaj me manjka, zdaj pa ni več vredno živeti. Se pravi, v tem primeru jaz vrednost svojega življenja podrejam nekim dogodkom ali pa nekim koristim ali kakokoli že in v tem primeru seveda ne gre več za nedotakljivost življenja. Tako da je gotovo in človekovo dostojanstvo napadeno, ga tudi sami napadamo, tudi v svojem lastnem življenju. Vsako slabo dejanje je napad na lastno človekovo dostojanstvo. In človek je odgovoren ne samo za dostojanstvo drugega človeka, to nekako sprejemamo, da ne smem drugega človeka razvrednotiti, ampak ravno tako tudi velja, da ne smem samega sebe in če mislim samemu sebi pač vzeti življenje zato, ker se mi ne ljubi več ali kakokoli že, potem pač pomeni, da sem spregledal ravno to, kar je sestra poudarila in kar je seveda temeljno, da je človekovo dostojanstvo in vrednost človeškega življenja popolnoma nedotakljivo, da je res sveto v tem smislu, če že govorimo o svetosti življenja, potem to pomeni roke proč. To, kar je sveto, s tem se ne manipulira, s tem se ne baranta in zato je treba to svetost ali pa dostojanstvo braniti. Vse oblike izkoriščanja, vse oblike poniževanja, vse oblike manipulacije z ljudmi, tudi medijska in kakršnakoli druga, vse oblike manipulacije so napad na človeško dostojanstvo. Ni samo to, ni samo eutanazija. Zato je to, in tudi če je v neki družbi to človekovo dostojanstvo nasplošno teptano in ta zavest plahni, potem ni čudno, da se pojavi tudi ta oblika teptanja človekovega dostojanstva, ki se imenuje eutanazija. Jaz mislim, da bomo pač nadaljevali, že tako tajniško-folske konference, da bomo pač nadaljevali delo, ki ga že opravljamo, vsaj kaj drugega kot oznanjevanje, prepričevanje, odpiranje oči za nekatere vidike, ki jih ljudje spregledamo. Druge možnosti nimamo kot ozaveščanje vsega tega, in to je zelo veliko vzgoja pri verouku, recimo, da se o teh stvarih tudi spregovori. Skratka, možnosti za oznanjevanje, za širjenje teh pozitivnih idej do življenja je še veliko in v okviru tega tudi seveda podpora, moralna podpora vsem tistim, ki se potegujejo za nego in oskrbo in lajšanje bolečin teh, ki so na koncu svojega življenja. Kot sem rekel, če bi rekel, kaj je osnovna misel te izjave, je ni vprašanje eutanazija da ali ne, ampak paliativa da ali ne. Tu bi morali začeti. Dobro, najlepša hvala. Še kakšno vprašanje? Če ni nobenega vprašanja, potem bi s tem odgovorom zaključil našo tiskovno konferenco. Lepo bi se zahvalil predsedniku naše komisije, monsinjorju doktorju Antonu Stresu, prav tako sestri Emanueli Žredin za njene besede. Obenem tudi najlepša hvala vsem vam, da ste se udeležili današnje tiskovne konference. Želim vam lep dan in upam, da se kmalu spet srečamo. Najlepša hvala.